Mislili bi, da je Mabel Tanaka bila junakinja filma Hoppers, kaj ne? No, v resnici je to dekle prava kriminalka. Ona je lik, ki je zagrešil največ zločinov v celem tem filmu. In če mi ne verjameš, se pripravi, da vidiš vse zločine, ki jih je Mabel zagrešila v filmu Hoppers. V filmu so nam jo predstavili kot približno 6 ali 7-letno deklico. In od tam smo videli, da se je skrivala v svoji učilnici, da bi nato ukradla hišne ljubljenčke, ki jih je imela šola. In niso bili samo 2 ali 3. Celo svojo torbo je napolnila živalmi, ker je verjela, da jih rešuje. Težava je bila v tem, da so jo, ko je že hotela zapustiti šolo, poskušali ustaviti številni učitelji. In ko je hotela pobegniti, je celo ugriznila enega izmed njih. Da bi zadevo še poslabšali, nam dajo vedeti, da to ni prvič, da je poskušala ukrasti živali. Tako bi lahko rekli, da je že imela nekaj prakse. Tako je že pri 7 letih Mabel zagrešila kazniva dejanja kraje živali. Upiranje avtoriteti in napad. To bi ji prineslo dodatna 4 leta zapora in $7,000 kazni. A vendar, na srečo za Mabel je bila še mladoletna. Tako da se je zgodilo le to, da so poklicali njene starše in ji dali nekaj po zadnjici. Po vsem tem kaosu se odloči, da bo ostala živeti pri svoji babici. Tako lahko živi in uživa bolj naravno življenje. Občasno je šla protestirati k županu, a na srečo se to šteje kot svoboda izražanja. Težava pa je nastala, ko je njena babica umrla. Župan je tam želel zgraditi cesto čez naravno območje, a prej je treba nekaj pojasniti. Ta naravni rezervat ni pripadal ne njeni babici, ne njej. Spomnimo se, da ga je njena babica našla po dolgem sprehodu skozi gozd. Torej je Mabelina hiša v redu. Težava je v tem, da ko so že tik pred tem, da bi uničili jezero in začeli gradnjo, Mabel preskoči ograjo, da bi ustavila delavce. In potem se postavi točno na sredino, kjer so postavili dinamit in jih tako ustavi. Prijatelj, to se že lahko šteje za zločin, ker je imela Mabel tukaj že 19 let, tukaj je zagrešila nedovoljen vstop, ko je preskočila ograjo. To bi ji prineslo 6 mesecev zapora in kazen v višini $1,000. Ovirala je gradbena dela. To bi ji prineslo še dodatnih 6 mesecev zapora in $500 kazni. Nato je ravnala neprevidno, ko je stala okoli dinamita. To bi ji prineslo 1 leto zapora in kazen v višini $2,000. Na srečo samo pokličejo policijo, da jo odpelje. In to je to. S pomočjo svoje učiteljice zdaj ve, da potrebuje bobra, da bi privabila več živali na tisto mesto. Tako ga ne bi mogli uničiti zaradi gradnje. Po nekaj časa čakanja končno vidi, da gre mimo bober, zato ga začne slediti. Tukaj pride do univerze v Beavertonu, ista univerza, na kateri študira ona. Težava je v tem, ker je zunaj šolskega časa, se to šteje za nedovoljen vstop. Nato še naprej sledi bobru, da bi tako vstopila v nekaj, kar je videti kot skladišče, v katerem so celo vrata z dodatnim varovanjem, da nihče ne more vstopiti, a vendarle nasilno vdre. In to je to. Prideta do skrivnih laboratorijev. Na srečo za Mabel je ta šola ista, kot jo obiskuje, tako da najverjetneje ne bo obtožena. Bolj verjetno bo dobila le opozorilo strani univerze. 30 ur družbeno-koristnega dela in možno opozorilo, da bo, če v naslednjem semestru spet naredi kaj takega, suspendirana. Ko izve za načrt Hopperjevih, ki ga je njena učiteljica skrivala, se odloči uporabiti to tehnologijo, da bi pripeljala bobra na območje, ki ga želi rešiti. In tako na koncu ukrade tega robotskega bobra. Seveda pa je predtem povzročila pravo zmedo v laboratoriju. In to se šteje kot kraja univerzitetne lastnine. Nepooblaščena uporaba raziskovalne opreme, vmešavanje v znanstvene raziskave in izmikanje laboratorijskemu osebju. Če bi to bilo zasebno podjetje, bi Mabel najverjetneje morala preživeti 6 let v zaporu in plačati kazen v višini $15,000. Ker pa gre za univerzo, bo najverjetneje preprosto izključena in se nikoli več ne bo mogla vpisati.
Nato pride v gozd, da bi našla bobra, ki bi ji pomagal, da bi v njeni rezervi spet imela živali, in ugotovi, da so bili tam naprave, ki so jih lahko slišale samo živali. In prav zato živali niso bile več v tem naravnem rezervatu. Zato se Mabel odloči uničiti to napravo, da bi se živali vrnile. To bi lahko šteli za poškodovanje lastnine ali vandalizem. Toda, ker je bila ta naprava nezakonita, najverjetneje se bo Mabel izognila kazni za to. Čemur pa se ne more izogniti, je naslednje. Župan znova namesti več naprav, da se živali ne bi vrnile, in tako Mabel zaprosi za sestanek z živalskim svetom, da bi jih prosila za pomoč. Le da tukaj stvari uidejo izpod nadzora. Govor, ki ga Mabel izreče, povzroči, da živalski svet začne skupaj z njo spletkariti, da bi ubili župana. Ja, zdaj govorimo o zelo resni stvari. Pomembno je, da je ona poskušala ustaviti svet, da ga ne bi ubili, da bi ga samo prestrašili. Tako da se ji je tu globa precej zmanjšala. Tako je njeno kaznivo dejanje ostalo le pri zaroti za zastraševanje uradnika. To ji bo prineslo 1 leto zapora in $1000 globe. In medtem jo je živalski svet zastraševal, da bi se tudi ona strinjala z umorom župana. Mabel zdrobi kraljico žužek, metulja in jo na koncu ubije. To bi se štelo za uboj. In dobila bi 5 let zapora in $10,000 kazni. Ona poskuša rešiti župana pred vsemi živalmi, ki ga želijo uničiti. Torej je njen veliki načrt, da vstopi v njegov avto, ga nato prestraši in mu odzame svobodo. Ga prisili, da gre na njeno predstavitev in prekliče gradnjo. Tukaj so vdrli v vozilo, ugrabili, odvzeli svobodo in uporabili prisilo. Vse to, prijatelji. Ima skupno 28 let zapora in $40,000 kazni. Govorimo o uradni osebi, ne o komerkoli. In stvar postane še slabša. Ko so živali začele zasledovati avtomobil župana, se je Mabel začela vznemirjati. In zato je motila župana med vožnjo, da bi vozil še hitreje. Zaradi tega je vozil nepremišljeno. Recimo, da je bila le sokrivka pri tej nepremišljeni vožnji, zato bi ji dali le 6 mesecev zapora in $500 kazni. Ko pride zdravnica, da bi želela ujeti Mabel, ji Mabel ukrade napravo, da bi se lahko pogovarjala z živalmi in ljudmi. In zaradi te kraje dali bi ji $1000 kazni in 6 mesecev zapora. Po velikem zasledovanju se konča z velikim trkom. Zaradi tega bi lahko rekli, da je ogrozila življenje več posameznikov. To bi ji prineslo 1 leto zapora in $3000 kazni, vključno s popravili povzročene škode. Na koncu, ker župan noče sodelovati, ga Mabel grozi in ustrahuje. Kriči pticam, naj ga najdejo in ubijejo. To bi štelo kot spodbujanje k nasilju in ustrahovanje, kar bi ji prineslo dodatnih 6 let zapora in $15,000 kazni za njeno nesrečo. V Hameho jih živali in na koncu sodelujejo kot ekipa, da bi lahko pobegnili in imeli dogodek, ki bi se skoraj končal v tragediji. Ko pa želi ustaviti prevaranta, povzroči zelo hud gozdni požar. Ta požar ogrozi življenja živali in celo ljudi. Torej, zaradi malomarne povzročitve požara, ogrožanja prebivalstva in škode okolju. Mabel bi dobila kazen 12 let zapora in $40,000 globe. Vidite, sem vam rekel, Mabel je zagrešila zločine, kot da bi bila zlobnica tega filma. Skupaj Mabelini zločini vključujejo krajo živali, 2 tatvini zasebne lastnine, upiranje oblasti, napad na učitelja in 2 nedovoljena vstopa na zasebno posest, vmešavanje v gradbena dela, nepremišljeno vedenje v bližini eksplozivov, nedovoljen vstop v stavbo, poseganje v nadzor dostopa, nepooblaščena uporaba eksperimentalne tehnologije, vmešavanje v znanstvene raziskave, izogibanje laboratorijskemu osebju, zarota za ustrahovanje uradne osebe, uboj, vlom v vozilo, ugrabitev, protipravna, odvzem svobode, prisila zoper uradno osebo.
So krivda pri nevarni vožnji, ogrožanje življenja drugih oseb, spodbujanje k nasilju, kaznive grožnje, malomarno povzročitev požara, ogrožanje prebivalstva, okoljska škoda. Kaj bi to skupaj pomenilo? 74 let zapora, $134,500 kazni, opozorilo staršev, legendarne klofute po zadnjici zaradi slabega vedenja pri 7 letih. 30 ur univerzitetnega družbeno-koristnega dela, trajna izključitev z univerze v Beavertonu, prepoved približevanja znanstvenim laboratorijem in zelo verjetna prepoved približevanja županu. Tako da ja, naslednjič, ko kdo reče, da je Mabel junakinja Hoppersa, se spomnite, da bi morala biti ta deklica v strogo varovanem zaporu. In najbolj noro pri vsem tem je, da še vedno manjkajo zločini zlikovcev, kot so Župan, Titus in Svet živali. Tako da, če še nisi videl tega videa, bodi na preži, ko bo pripravljen.